Črni bratje, kako se vse skupaj začelo? Na kratko ali na dolgo? Se ti kam mudi? Zdaj, ko si naš, ti lahko vse povem. Bil sem še majhen, ampak se še spomnim, kako mi je oče opisoval požig Narodnega doma v Trstu. Sam sem pa videl, kako so uničili slovenski trgovski dom. Oče mi je takrat rekel, da tega ne smemo nikoli pozabiti. Ko so mojega očeta odpeljali, sem mislil, da mi bo počelo srce od žalosti in jeze. Kmalu zatem sem naletel na knjigo Črni bratje, o boju italijanskih opornikov karbonarov proti Avstriji, ki je tlačila njihovo državo. Črni bratje so kovali zarote, trosili letake, razobešali zastave in metali bombe. Ljudstvo se je zaradi njih zbudilo, skupaj so vstali proti tujcem in jih odgnali iz države, kot jih bomo mi. V imenu otroškega in mladinskega programa Radio Televizije Slovenije dobrodošli na premieri filma Črni bratje. Film in nadaljevanka o Črnih bratih, ki bo na male ekrane prišla naslednje leto, sta skupaj največji letošnji projekt otroškega in mladinskega programa Radio Televizije Slovenija. Nastala sta po istoimenski povesti Franceta Bevka, v kateri prikaže nekoliko pozabljen del slovenske zgodovine, in sicer obdobje med obema vojnama na Primorskem, ko se je nekaj več kot ducat slovenskih dijakov v Gorici in okolici za ceno življenja enega izmed njih s svojim narodno zavednim delovanjem poskusilo zoperstaviti italijanskemu fašističnemu režimu. Za besedo bi prosila gospoda Jožeta Možino, nekdanjega direktorja Televizije Slovenija, Primorca in prvega vodra in podpornika filma o Črnih bratih. Prosim. Hvala lepa za besedo. Vesel sem, da smo prišli do tega trenutka, da lahko Črne brate v tako tudi dobri in zanimivi družbi gledamo. Vendar bi čisto kratek nagovor začel z enim pesimizmom. V soboto sem se mudil v Novi Gorici, kraj mojega dijaškega življenja, in to mesto ima neko obličje, ki je na pol italijansko. Večina stvari je dvojezičnih, v trgovini, kjer sem bil, je bilo spet vse dvojezično. In človek se potem vpraša, zakaj so se vsi ti ljudje, tudi Črni bratje, tigrovci, svečeniki svetega Pavla, borili. Tole film pada pravzaprav v nek prostor, ki krvavo potrebuje ne ideologije, ampak zdravega patriotizma. Jaz se res iskreno zahvaljujem ekipi, urednici, ki je zelo hitro ugotovila, da gre za zanimiv projekt, seveda Marjanu Bevku, gospodu Šlipicu, ki je z nekim mladostnim žarom poprijel za delo in izvrstno to zadevo tudi končal. Pa seveda vsem igralcem in vsej ekipi, ki je tukaj sodelovala. Res hvala lepa. In akademik gospod Pahor, hvala, da ste prišli, gospod minister in vsi ostali. Preden se posvetimo filmu, bi za nekaj besed poprosila tudi sina Franceta Bevka, predanega domoljuba, vodjo primorskih tigrovcev, iniciatorja ideje za film in ko-scenarista filma, gospoda Marjana Bevka. Prosim. Spoštovani, lepo pozdravljeni. Da ne bi bilo pozabljeno, sem prijel za pero. Spomin na Črne brate naj živi vsaj v teh vrsticah. Ta zgodba naj nam tudi obudi misel na 10 000 naših rojakov za mejami, ki še danes živijo z enako tesnimi občutki, kot so živeli naši dijački, je napisal pisatelj Bevk kot uvod v svojo povest Črni bratje, ki jo je napisal leta 1952. In to povest prekriva čas skoraj 8 desetletij. Najmlajši fašistični mučenik leži v daljni osami skrivnostnega groba Goriških Brd. Zgodba in usoda Črnih bratov pa je skoraj izgubljena, nemirno tavala in čakala. Spomin nanje je čakal, da ga oživimo v zavesti narodnega ponosa in pokončne drže. Črni bratje gotovo zaslužijo, da bi zanje vedeli bodoči rodovi, še posebno si to zasluži takrat najmlajša, zavestna in načrtna žrtev fašističnega terorja. Nenazadnje je Mirko Brezavček, prva mlada žrtev načrtnega mučenja fašizma v Evropi, in prav je, da Evropa to izve in z njo seveda tudi mi, Slovenci, ki radi pozabljamo na svoje mlade junaške žrtve primorskega rodoljubja. Zato hvala
Radioteleviziji Slovenije, da je uvrstila TV film v svoj program in ga dokončala v kratkem času, in to v letu, ko se spominjamo 120-letnice rojstva pisatelja in velikega primorskega rodoljuba Franceta Bevka, 90 let podpisa Rabalske pogodbe, ki je Primorsko dokončno priključila Italiji, 80 let ustrelitve 4 primorskih rodoljubov na Vazoviški Gmajni in 80 let ustanovitve protifašistične organizacije primorskih dijakov Črni bratje. Skozi to zgodbo mladih junakov lahko današnji mladi izvejo vso zgodbo o primorskem rodoljubju, saj je vanjo vtkano vse od požiga Narodnega doma, organizacije Tigrovcev, organizacije svečenikov svetega Pavla, vsi čedernaci in nenazadnje tudi odločitev primorskega naroda za množični vstop v narodno osvobodilno borbo. In ravno to, da skozi mlade junake in skozi mlade igralce pripovedujemo zgodbo v enem najmračnejših in genocidnih trenutkov primorskega in slovenskega naroda, je tisti moment, ki bi bil dober, da se DVD film skupaj s knjigo in razpravo dr. Mire Cencič, raziskavo o resnični zgodbi Črnih bratjev, uvrsti kot didaktični pripomoček v slovenske šole za pouk domoljubja. Naj končno zaživi zgodba o Črnih bratih. Hvala.